Dobrodošli v našem novem podcastu Odkrito o skritem. Danes govorimo o upanju in vztrajanju. Snemamo v Triglav Labu. Hvala vsem, ki ste prišli danes. Na koncu boste lahko postavili še kako vprašanje. In preden začnemo, ne nas pozabiti slediti na YouTube kanalu Zavarovalnice Triglav, pa če nas poslušate na Spotifyju ali pa Apple Podcast, polajkite, pošerite, povejte frendom, da naj pridejo poslušati. Drugač pa danes sta z mano posebna gosta, ki jo združuje v bistvu ena zanimiva točka in to je upanje in vztrajanje, zato imamo tudi tak naslov. Povezujeva jo dejstvo, da sta se bila primorana v življenju naučiti, kako iti čez precejšnje preizkušnje, zato bomo danes začeli s to temo. Ste redi? Mislim, da ja. Sva, ne? A smo redi? Mislim, da ja. Super. A začnemo s tabo? Lahko. Se strinjaš? Seveda. Se ti strinjaš? Seveda. Super. O tvoji zgodbi si zdaj že večkrat govorila na drugih podcastih, da bomo bolj govorila o tem, kako se povezuje za Nevo, torej v upanju in v vztrajanju. Pri volji pa učenju novih veščin se ti najbolj povezuješ s tem, ker si včasih hotela biti pevka, kolikor jaz vem. A nam boš povedala kaj več o tem? Bolj kakor, da sem imela to željo, me je nekako življenje zapelo na to pot. Kot majhna sem začela že pet, pa pol v mjuziklih, na odrih, pol kasneje v bistvu sem šla to tudi študirati v tujino. Tako da v bistvu glasba je bila konstanten del mojega življenja. Tudi, ko sem spoznala Markota, v bistvu sem bila še precej integrirana v to življenje. Pol pa jaz pravim, spremembe so del življenja in v eni točki sva ugotovila, da če želiš neko funkcionalno družino, kar je absolutno bila najina želja, je bilo pač treba sprejeti tako ali drugačno spremembo in tudi to sem že večkrat povedala. No, bila sva na tisti točki v življenju, kjer ali bo on začel peti, ali bom pa je začela bordati. Tako da, glede na to, da Marko ni imel posluha, smo kar hitro vedeli, v katero smer bomo šli. Si se naučila bordati? Ja. Super. Pol si pela še kaj ali si v bistvu to čisto pustila? Imaš spet kakšne želje? Takrat sem pol v bistvu zatem, ko sem se preselila tudi nazaj v Slovenijo, posnela še en single z Bigfoot mamo, imeli smo par koncertov tako, nisem pa pol v bistvu nič večjega potem nekako lansirala. Študirala si v Londonu, če sem jaz prav slišala? Ja. Nora. Tako da ja, pol tam nekje sem se pol v bistvu res posvetila temu našemu življenju, potovanju, otrokom. Sem še zmeraj bila v stiku z glasbo, no, režirala risane filme, zbore za risane filme, tako. Na nek način še vedno, nisem pa v bistvu šla v to pevsko kariero. In takrat, ko si v bistvu šla iz te smeri petja v bolj šport, a ti je bilo enostavno ali si se soočila s kakimi izzivi, da je mogoče preveč drugačna stvar? Ne, jaz v bistvu imam rada izzive, všeč mi je tudi dinamika življenja. V bistvu sem bila v življenju vedno športno aktivna, tudi tako ali drugač sama. Je pa res, da pač snowboarding oziroma deskanje na snegu je bila pač ena stvar, ki je bila res totalno nova zame. Je bilo pa lepo na nek način, ker sem se učila skupaj z otroci. Taka neka nova dinamika in se mi zdi, da v bistvu življenje je prav, da valuje, da nekako plavamo skozi njega. No, ne predstavljam si, da bi bilo zdaj konstantno vse takole ravna črta, pa non-stop vse isto. Je bilo že kičasto. Ja, pa tudi jaz mislim, da smo narejeni tako, da imamo radi izzive, da imamo radi, da se nam nekaj dogaja, seveda znotraj nekih mej, ampak da tudi sami sebi mogoče dokazujemo, da smo sposobni, da lahko nekaj presežemo, da se lahko nove stvari naučimo. Ja. Tako. Pa ko si naredila ta preskok, a si mogoče mogla žalovati za tem, da mogoče zdaj pa ne bom pevka in se odločam za nekaj novega? Je bilo to en tak obdobje, ko si bila, pa še vedno bi, pa mogoče ne bi, pa... Ne, jaz imam v bistvu že od nekdaj mišljenje, da razmišljanje o tem, kaj bi, če bi, je v bistvu na nek način izguba časa pa energije. Ker stvari, ki se zgodijo, se pač zgodijo in preteklosti se ne da spremeniti, prihodnosti se ne da predvideti, pač lahko pa vplivaš na ta trenutek zdaj. In
nekako, to je bila konec koncev moja zavestna odločitev. Se pravi, tisti trenutek, ko sem se to odločila, sem sprejela pač to, da puščam ta del svojega življenja za nekaj časa ali pa za zmeri v zadnji in se pač v bistvu podajamo nekaj novega. Ja. Zdaj mi mlade spodbujamo, da odkrijejo stvari, ki jih veselijo. A ne? Da tako si ti šla v nekaj novega, sprobala nove stvari in odkrila to, kar te veseli. Kako pa ti svoje otroke podpiraš, da odkrivajo to? 100%. Jaz vedno pač rečem mojim otrokom, tudi skupaj svojima vedno rekla to. No. Pač to, kar mi počnemo skupaj kot družina, je v bistvu zato, da si ustvarjamo spomine, neko zavetje, da so hribi in narava in šport nekih, čemer se oni lahko zatečejo, tudi ko bojo starejši, po uteho, po trenutek neke sreče, zadovoljstva, neka asociacija na lepe spomine. Absolutno pa to ne pomeni, da rabijo oni na kakršenkoli način biti zdaj v tem okvirju. Vsi smo individualni ljudje. Jaz že zdaj vidim, že od majhnega v bistvu se vidijo zametki, kaj otroke zanima, kam grejo. Jaz vedno v bistvu 100% spodbujam to, da probajo ugotoviti, kaj njim paše, kaj si oni želijo in da res 100% grejo za tem. Kaj pa jih zanima? Max v bistvu je tak mali podjetnik, zelo organiziran fant, on ima rad avione, smučišča, ima v bistvu zelo začrtane cilje, da bo tudi lastnik smučišča in letalske družbe, ima tudi že plan, ime, vse. Wow. Tako da zdaj že malo razmišlja, kako bi v življenju do tega prišel, hkrati bi pa v bistvu rad tudi bordo kot hobi oziroma kot neko veselje bi rad to hranil. Ema je športnica, ona je zelo orientirana na cilj, na dosežke, na zmage, tekmovalna, tako da trenutno je v gimnastiki, ampak jaz mislim, da pri njej bo šport igral kar velik del v njenem življenju. Alaska je pa performerka. Ok, ona je stara 2, mogoče pri njej se zna to še zelo razvijati, ampak zelo močna osebnost, pa non-stop poje, tako da bomo videli, mogoče pa glasbenica. Ja, mogoče bo šla po tem, kar si ti želela, bo ona mogoče pevka, ne misli tebe? Bomo videli. Jaz sicer ne apliciram tega sploh na to, moje želje, moje življenje, moja stvar, oni so pač svoje osebeno, tako da bomo videli. Kot mama, kako bi svetovala mladim, da odkrivajo te svoje interese, tako so tvoji otroci našli svoje? Jaz mislim, da pri mladih je res ključ to, da so sami sebi v bistvu na nek način cilj oziroma da se res probajo čim bolj poglobiti v to, kaj njim paše, kaj si oni želijo. Ker veliko je teh triggerjev iz zunanjosti, ker se mi zdi, da ko smo mladi, ko se spreminjamo, ko nismo toliko sigurni, kam hočemo, se hitro začnemo v bistvu priključevati nekomu drugemu ali pa želeti biti podoben nekomu drugemu. In jaz mislim, da se tam noter začnemo zgubljati v adolescenci, v odraščanju. Tisti trenutek, ko v bistvu stremimo k temu, da bi bili nekdo drug, ne pa tisto, kar v bistvu smo mi. Ja. Hvala. Zdaj pa z mano je pa še Anej Doplihar, ki pa ima tudi svojo zelo posebno zgodbo. Ti pa nam jo kar lahko sam predstaviš, včasih si vozil motocross, potem si imel pa nesrečo. Kje si pa zdaj? Zdaj sem še naprej v športi, ne? Ja. Samo kolo sem nadomestil namesto motorja. Ja, bilo je tako, ko sem bil recimo v osnovni šoli, sploh nisem bil športnik, bil sem taki malo bolj buckast, antitalent, no tam tisto nogomet in tisto bilo, kar je bilo obvezno, no tiste krožki. In potem prijatelj me je povabil, ko sem bil star nekje 12 let na motocross trening, on je imel že motor. Motocross je taki šport, ki je bolj nevaren recimo, ne? In rabiš nekoga imeti sabo, če se slučajno kaj zgodi. In takrat je povabil mene. Do takrat jaz od motorjev nisem imel pojma, nisem imel enega motorja doma, nič, ker tudi moji starši niso imeli motorjev, brati tudi ne, imam še 2 brata, no. Tako da, no, takrat se je začelo. Pejdi z mano na trening, ok, grem. Pejdi na drugi trening, takrat se spomnim,
sem imel birmanske vaje in slučajno pri meni doma, bilo je tako, da vsak je gostil enkrat ena vaja, no, takrat so bilo pri meni in rekla mama, da ne zamudi slučajno, ne, pridi pravočasno domov, ja, nekaj se je zalomilo in pač sem zamudil, ne. Potem bil tisto prvi cirkus doma, ja, kako, eno drugo. No, v glavnem, potem toliko mi je prišel motor, zlezel pod kožo, če lahko temu tako rečem, da sem začel doma težiti. Jaz bi motor, ne. Ko smo že prej se pogovarjali, mene družina je zmeraj podpirala pri mojih željah, samo mamo je bilo strah, ne. Motorja ni bilo nikoli pri hiši in nekako so se bali, da se mi kaj zgodi, ne. Že če si tvoj otrok zlomi roko, verjetno ti ni vseeno, ne, kaj pa je, da se konča tako, ko se pri meni, ne. No, v glavnem, potem sem bil toliko ustrajen, trmast kot otrok, da sem, dokler nisem dobil, kar sem želel, nisem končal, ne. In so mi starši omogočili, so mi kupili motor, cross motor, takrat se spomnim Honda 125, in začel sem se voziti na začetku, se pravi v vikendih, tak je bil dogovor, prvo šola, potem šport, ne, oziroma motor, samo v vikendih, v spremstvu staršev, okej, to je trajalo, ne vem, mogoče pol leta, ne, potem en prijatelj dobi motor, gre z njim peljati, vmes tedna že in tako naprej. Dokler ni prišel do tega, da sem začel tekmovati, sem naredil licenco, dirk toliko, da za užitek, ne, da ne samo treniraš. In potem so pa še rezultati zraven in se to stopnevalo. Vozil sem pokalno državno prvenstvo, evropsko tekmovanje, na koncu 2016 tudi mi je ekipa omogočila eno svetovno prvenstvo, tu je kar velik finančni zalogaj tudi in tako da sem hvaležen, da sem lahko nastopil na najvišjem rangi tekmovanja v motokrosu. Vse do leta 2017, oktobra, ko sem na eni dirki, na pokalni dirki v Orehovi vasi, blizu Maribora, v drugi vožnji pač padel, motor me je udaril direktno po hrbtenici in jaz sem obležal nepremičen sred proge. Bilo je tako hudo pač, da v trenutku nisem čutil več dela telesa od tukaj dol, se pravi trebuha in noh jaz ne čutim. In takrat se je življenje malo spremenilo, no. Ja. Mogoče sem bil na ta trenutek recimo pripravljen oziroma sem vedel, kaj se mi lahko zgodi v takem športi. Namreč imel sem prijatelja, ki je isto tako nastradal oziroma še huje, no. On ne more rok premikati tudi. In to so prvi primeri v Sloveniji, ko smo zaradi motokrosa pristali na invalidskem vozičku, ne. Hvala Bogu in upam, da tega ne bo več oziroma bo čim manj. Ampak se vemo, ne, da so športi čim bolj zanimivi, je vse bolj, se pravi, brzine so višje, ne, pri motokrosu, skoki so bolj atraktivni, proge bolj nevarne, da privabi ljudi, ne, tako da vse gre bolj v tej smeri, da bo zmeraj več takih poškodb, ko oprema je ostala ista zaščita, ne, ampak jaz tu vseeno upam, da bo čim manj koncev takih, ko je bil moj, no. Ja. In potem si ti odkril kolo. Ja, potem itak je bila rehabilitacija, prva operacija, bil sem mesec in pol v UKC Maribor. Takrat, če to da povem, imeli smo avtodom, pač namenjen za motokros, ne, in se pravi iz Orehove vasi, iz prizorišča, kjer sem padel, je tata prepeljal sam avtodom pod UKC Maribor, pač na parkirišče in tam je bil avtodom parkiran, dokler nisem jaz zapustil bolnice, ne, v bistvu. Tako da sem imel stalno podporo ob sebi, starše, prijatelje, so se izmenjevali, da so bili tam in da nisem bil sam, ne, to je ful pomagalo takrat. Potem sem bil premeščen v URI Soča na rehabilitacijo, kjer sem bil naslednje 4 mesece in pol približno, s tem, da je bilo okrog novega leta, smo hodili domov za vikende, za praznike in to. In tam sem spoznal to kolo, prvič videl, kaj lahko vse invalid počne tudi v športu, da nadaljuješ pač neko življenje, ki sem imel pred poškodbo. In ko sem prišel jaz domov, ko sem imel tisto energijo, ki mi je ostajala, ko sem bil zmeraj navajen, da se nekaj dogaja, ne, v mojem življenju,
Se rekel, jaz moram šport imeti še naprej in se rekel, jaz bom proval kolo. In da ne ponavljam še enkrat, vse se je zgodilo, še ponovilo iz motokrosa, se pravi prva rekreacija, da ne samo sedim v vozičku, potem licenca, dirka, rezultati in zdaj smo, kjer smo. Pa si ti mogel kdaj žalovati za tem, da mogoče zdaj ne moreš več motokrosa in zdaj je čista sprememba življenja? Na začetku, če priznam, mi je bilo malo težko, ker sem videl, da prijatelji se vozijo, potem so me vprašali dostikrat, če prijem na trening z njimi. Mi ni bil problem iti z njimi na trening gledati, ampak ko te vpraša, kako bi ti odpeljal to linijo, kako bi šel na ta skok in nekako jim nisem znal povedati, v tistem trenutku bi se najrajši usedel na motor in jim pokazal, ker sem točno vedel, kako bi mogel odpeljati, da bi bil čim hitrejši. Tisto me je malo žrlo. Ampak potem sem hodil na dirke, na tekmovanja, družil sem se z istimi prijatelji kot pač pred poškodbo, se pravi motokrosisti. Bil sem v isti družbi kot prej in me je ta volja, da bi vozil, nekako minila in mi je bilo pomembno samo, da sem tam z njimi, da vidim motorje, da vidim, kdo napreduje, kdo se vozi še in tako. In mi je bilo to dovoljno. In še danes mi je dovolj. Ja, se pravi, te šport ta še vedno zanima, sam ne moreš več biti. Ja, na tekoče moram biti, gajser, pancar, kako so na dirkah, to moram točno vedeti, pogledati vse dirke, ampak me ne pa več vleče, da bi vozil. Aha. Kaj te pa takrat gnalo naprej, da si v bistvu obdržal to energijo, da se moraš z nečim ukvarjati, da odkriješ nov šport? Ja, v bistvu to me še danes zanima, kaj bom lahko dosegel, ne vem, čez par let recimo. Ustrajen sem, športen tip sem, obdržal sem tisto energijo pred poškodbo, ko sem rekel, samo zamenjal sem šport. Ful mi je fajn, ker imam šport, da sem lahko zunaj, da sem lahko s prijatelji, se pravi, gremo skupaj s prijatelji na trening, da nisem sam. In tisto rezultati potem bojo prišli sami, ko bom toliko časa v tem športu, da bo prišel tudi čas za rezultate, jaz mislim. Ja. Kako te pa nesreča spremenila osebnostno mogoče? Pravijo, da me ni, no. In jaz tudi mislim, da me ni, no. Jaz sem imel zmeraj tisto misel, da bom probal ostati tisti, ko pred poškodbo. Mislim, da mi je to dobro uspelo, no, skupaj z okolico in družino, ki so me zmeraj podpirali, ko sem že rekel, ker tu je velik faktor v taki preizkušnji, da nisi nikoli sam in upam, da bo tako se moje življenje nadaljevalo, no, in bom zadovoljen. Ja. Pa si se kdaj soočal s kakimi nasprotovanji glede tega, da iščeš nov šport? Ne. So te vedno podpirali? Ja, zmeraj so me podpirali, tudi, ne vem, če povem, jaz, ko grem na trening v kolo, si moram zvezati noge, tam čez gležem v bistvu in ne morem doseči z rokami, tako da mi doma, bilo kdo je doma, ali babica, ali tata, ali bilo kdo mi pomaga, pri tem, tako da me podpirajo in so veseli, da sem obdržal šport še naprej po poškodbi. Na kakšne načine je pa zdaj tvoje življenje prilagojeno od tvoje nesreče? Ja, ko je videti prvo voziček, invalidski, ampak tu je še najmanjša stvar, danes je nekako povsod prilagojeno, da je dostopno z invalidskim vozičkom, kjer ni dostopno, kjer so kakšne stare zgradbe, recimo, jaz si ne kompliciram življenja, zmeraj so ljudje, ki pridejo in mi pomagajo, recimo, brez problema, brez vprašati sploh, ko me vidijo, te nesemo, ja, ok, pomagajte, hvala. Drugače pa, ne vem, doma imamo prilagojeno oziroma je stanovanje, hiša, kjer smo mogli samo narediti dvigalo in drugo na srečo je vse, da lahko grem z vozičkom, no, posod. Avto vozim s pomočjo ene ročke in to so glavne tiste spremembe. Se pravi, res ni nobene stvari, ki jih ne bi mogel? Dobro, po stopnicah ne morem iti, priznam, ampak vse ostalo je nekako ostalo kot prej. To je res super. Pa se vrnemo še malo k tebi. Kako ti danes ohranjaš spomin na Marka? Dajmo malo o tem govoriti. Na vse možne načine, ki se jih lahko spomnim. Primarno mi ga je najbolj važno ohraniti za otroke. Veliko se pogovarjamo o njemu, tudi ta laska, v bistvu, ko ga ni spoznala,
govori o njemu, ve, kdo je, pokažemo slikce, gledamo filmčke. Na drug način pa v bistvu nekako, da ohranjam ta duh, ki ga je imel skozi šport, skozi dogodke, skozi deskanje na snegu. V bistvu plan je tudi, da naredimo film o njemu. Tako, pač vse, kar se da, ker res mislim, da si ne bi želela, da tak človek, kot je on, v bistvu mine s tem, ki se je končal njegovo življenje, no, ker mislim, da je več na tem, kot samo to. Ja. Oba sta šla čez res veliko spremembo v življenju. A bi danes naredila kaj drugače, če bi mogla iti še enkrat čez nekaj takega? Kdo bo začel? Izvoli. Jaz mislim, da znotraj Markove smrti v bistvu so stvari, ki so sledile, bile instinkt, nagon. Tako da težko rečem, da bi zdaj zavestno naredila karkoli drugače, ker so v bistvu se nekako stvari kar same od sebe odvijale. Čist po poti čustev, po poti, po naravni poti. No. Tako da jaz mislim, da ne. No. Jaz mislim, da v takih situacijah moraš res slediti svojim občutkom in iti za tem. Tudi pri meni. Lih nedolgo nazaj sem se, mislim, da z mamo pogovarjal, če bi še enkrat ponovil vse to, kar se je zgodilo, sem rekel ja. Tudi če bi vedel, praktično jaz sem dirkal 12 let v motokrosu, ko sem omenil, prišel sem do tiste želje, da sem vozil na svetovnem prvenstvi, eno dirko, ampak uspelo mi je. Ponovil bi vse, tudi če bi vedel, da bi se isto končalo pač z invalidskim vozičkom. Ni mi žal niti enega dneva, ko sem ga zapravil za motokros. Se to ni samo šport, mer se kaj tudi nauči zdraven, ne, načina življenja in odnosa do ljudi in podobno. Tako da jaz sem zaenkrat vesel s svojim življenjem, no tudi po poškodbi, ko se je vse odvijalo, hvala Bogu, da so mi roke ostale cele, da lahko jih uporabljam, da sem samostojen v življenju še naprej. In tu cenim zdaj toliko bolj kot pred poškodbo, ne, in upam, da bom zdrav in da bo življenje se nadaljevalo tako. Mnenje o starših, ki ne podpirajo svojih otrok. Zdaj, mogoče ti imaš eno tako zgodbo, ker tvoji starši so ti rekli, da se bojijo, da se ti bo kaj zgodilo. Pa so te vseeno vedno podpirali pri tem. Ja. Jaz lahko priznam, če mi starši ne bi kupili motorja, jaz ne bi upal si privoščiti nekaj takega. Tako da sem imel zmerno podporo. Sicer zdaj si me spomnil, da mama nikoli ni upala gledati štarta, recimo motokrosa, ne, tisto je bilo najslabše, ampak vseeno je prišla na kakšno dirko in me pogledala, doma pa me je podpirala, se pravi, mi je oprala opremo, mi je kuhala in podobno, da sem jaz imel čas, da sem si pripravil motor in podobno, ne. Tako da je bila podpora vedno, ja. Ja. Tvoji otroci se pa ukvarjajo s športom, a se ti mogoče kdaj soočaš s tem strahom, da bi se mogoče otroku kaj zgodilo? Jaz mislim, da je to nekaj naravnega pri mamah. Mi se skozi bojimo za svoje otroke, tudi če hodi po ravni cesti, ne? To je pač dejstvo. To so neki naravni procesi, v bistvu priprave na to, da pač otrok se bo v eni fazi utujil, bo šel na svoje. Jaz mislim, da gremo vse mame, ki imamo svoje otroke rade čez to. Je pa tako, da jaz sem bila veliko tega deležna tudi pri Markotu. No. Marko je pač tudi se ukvarjal z ekstremnim športom, je imel tudi zlom hrbtenice takrat, sicer pri njemu se ni končalo z invalidskim vozičkom, ampak velike rehabilitacije, pa pol nazaj v isti šport, pa sigurno otroci zdaj pač počnejo praktično isto stvar. Seveda, ne, na nek način se vedno je ta občutek, ne, ampak po drugi strani pa ne moramo tako živeti. Ne. Ko karkoli obrneš, v bistvu se ti lahko v vsakem trenutku nekaj zgodi. In življenje je kratko, mogoče krajše, kot si mislimo, da bo, in ga je treba izkoristiti, ne treba v njemu uživati in početi tiste stvari, ki te veselijo. Ja. Kaj te je takrat najbolj gnalo naprej? Pa tudi otroke, da ste ohranili to ljubezen do športa in ljubezen do življenja? Ravno to, v bistvu vse, kar je on bil, vse, kar nam je on dal, ta njegov entuziazem, to veselje do tega, v bistvu vse, kar smo skupaj doživeli znotraj tega. To je bil v bistvu ta glavni povod za to, da to ohranimo. No. To v bistvu neke vrste lepo življenje znotraj narave, predvsem pa, da smo skupaj, pa da v bistvu ga ohranimo z nami, tudi če ga fizično ni tukaj.
Kako so se pa otroci soočili s tem? Se soočajo s tem. To je v bistvu nekaj, kar ni minljivo. Jaz mislim, da take stvari v bistvu te spremljajo skozi celo življenje. Rasteš z njimi, staraš se z njimi. V vsaki fazi v življenju to predstavlja drugačen vpliv. Ja. Tako da to je nekaj, kar se bomo po mojem vsi štirje celo življenje v bistvu s tem soočali. Ja, to je proces in del življenja, ki ga v bistvu ne moreš spremeniti. To se je zgodilo in je nepopravljivo. Načeloma za obe zgodbi in moraš iti naprej. Pa kak nasvet bi dala vidva sebi, ko sta bila najstnika? Da bi mogoče vedela, da se bo to zgodilo, kaj bi si povedala? Kako bi se pripravila? Jaz bi šla z glavo noter v isto stvar, sam še z 500% več. Tako, mi smo sicer imeli odnos vedno, ker smo si velikokrat povedali, da se imamo radi, skušali preživeti čim več časa skupaj, ampak zdaj, če bi šla lahko še enkrat čez to, bi mogoče dala edin še več tega. Še več te ljubezni, še več vsega. Jaz vedno pravim ljudem, ne šparati z besedami, z lepimi besedami, z lepimi občutki, z lepimi trenutki. Čim več tega. Oziroma, taki stvari ne more biti nikoli preveč. No? Ja. Kaj pa ti? Ne vem, pismo vse na taka dogodka se skoraj težko nekako pripraviš, tudi če veš, ne veš, kaj bo tudi okolica, kako se odzove, ne. Ja. Jaz lahko rečem, da mislim, da smo dobro nekako speljali to našo pot, ne, ko v bistvu nisem bil sam, zraven trpi tudi družina, ne. Kaj sem si zamislil, če bi jaz imam brata dvojčka, če bi jaz videl dvojčka ali pa bilo kjer člana družine na posteli, da bi jaz prišel k njemu na obisk, po mojem bi mi bilo 100-krat bolj težko, ko je bilo meni v tisti situaciji. Ne. Tako da sem zmeraj imel tudi vodilo, da nisem sam, da se moram potruditi, če ne za sebe, za druge, ne, ki so tam zraven. In lahko rečem, da smo dobro speljali to. No. Ja, glede na tvoje rezultate. Nisem rekel še zadnji, upam, da bo še boljši. Ja, to si že tudi rekel. Ja. Ampak predvsem pa na karakter. Pa na voljo, pa na smeh. No, ti za ne manjka, no. Kaj pa je tvoj nasvet za mlade, ki iščejo svojo strast? V bistvu od obeh. Da se še iščejo in ne vejo, kdo so. Jaz sem ponovila tisto odprej. Dokler bojo iskali znotraj sebe, pa ne znotraj drugih ljudi, bodo najdeli, sigurno. Bo prišlo. Včasih kakšne stvari ne moreš prehiteti. Predvsem te smernice, ki nam jih daje družba, v bistvu v kolikem času je treba kaj narediti. Jaz mislim, da je to tudi tisto, kar ustvarja v nas samih sploh v času odraščanja neko tenzijo. In treba se je pustiti. Eden ugotovi, kaj hoče. Marko je vedel pri 8 letih, kaj je želel. Jaz nisem vedela pri 20, kaj si želim. To je proces. Pri enih traja manj časa, pri enih več. Zunanji vplivi tudi vplivajo na to. Dajmo si čas živeti, jaz pravim. Ja. Jaz bom kar pridružil temu. Jaz mislim, da kot otroci morajo probati, če govorimo o športu ali pa ne bo bilo kateri hobi, čim več stvari različnih. Starši jih morajo, jaz mislim, da jih morajo pri tem podpirati, no, kar se le da. Seveda, ko smo rekli prej, lahko boš padel na ravnem, si bo zlomil, ne vem, roko, bo za starše težko. V mojem primeru je bilo to v športi, ampak če se dam jaz v vlogu, da bi imel otroke in da bi hotel voziti motocross, jaz bi ga podpiral, čeprav bi mi bilo težko prav zaradi tega, da se nekaj zgodi, ne? Ampak bi mu dal priliku, da proba to, da preizkusi in potem vidi sam, ali je to za njega ali ne. Ne si bo to bilo za kateri šport. No. Ja. Kaj pa za tiste, ki mogoče svojim sanjam ne morejo slediti? Zato v tvojem primeru ne moreš več voziti motocross, to je dejstvo, ne? Kako naj se nekdo, ki je mlad in se še išče, sprijazne s tem? Ja, v bistvu, ko je rekla Nina prej, ne, življenje je kratko, je treba uživati. Ne? Zakaj bi si zdaj komplicirali življenje? So določene situacije, ko je moja, ker ne moreš vplivati, pač ne moreš spremeniti nekaj.
Jaz motocross ne morem več voziti, vozim ga lahko, ampak ne tako kot prej, se pravi, da skačeš normalno in podobno, kar je največji užitek v tem športu. Jaz sem enostavno zamenjal nekako cilj, cilj je ostal še zmeraj isti, da sem čim bolj uspešen v športu, ampak zamenjal sem šport in mislim, da bolj podobnega športa kot je kolesarstvo, parakolesarstvo, v mojem primeru in motokrosu, ker je dirka na podoben način, isti princip, ne bi mogel zbrati, tako da sem zadovoljen, da sem izbral prav parakolesarstvo. Ja. Kako pa pri tebi, kaj ti misliš? Ko ti življenje postavi eno tako prepreko, preko katere pač ne moreš spremeniti, kako naj mlad človek se v bistvu gre naprej? Jaz ne verjamem v besedno zvezo, ne morem. To sem že večkrat poudarila. Jaz mislim, da so prilagajanja. Seveda včasih je treba kakšno stvar spremeniti, sigurno so spremembe del življenja, ampak jaz mislim, da znotraj prilagajanja ciljev in želj lahko vse, vsak od nas. Jaz vedno rečem svojim otrokom, če hočeš imeti letalsko družbo, zakaj ti misliš, da je ne moreš imeti? Nekdo jo ima. Se pravi, če nekdo drug tega sposoben, si tega sposoben tudi ti. Mislim, da omejitev kot takih je zelo malo, veliko si jih pa ustvarimo sami. Če bi se nekomu od vajinih bližnjih zgodila vajna zgodba, kaj bi bil glavni nasvet, ki bi ga dala? Kako iti naprej? Da bo te prednost. Jaz bi rekel, da treba ustrajati. Tako kot se je zgodilo meni, to ni en dan, 2 tedna ustrajanja, ampak je par let, oziroma upanje moraš vedno imeti, da bo nekoč boljše, oziroma da bom jaz v mojem primeru izhodil ali pa vsaj čutil del telesa. Jaz v tem primeru, glede na mojo poškodbo, težino poškodbe, se pravi, jaz imam prekinjeno hrbtenjačo, nekako skoraj sigurno ne bom hodil več po naravni poti. Zdaj, jaz imam odprto upanje, da bo medicina tukaj naštudirala, kar sigurno bo, ampak bo trajalo, tako da jaz nisem rekel zadnje, da ne bom več hodil v mojem življenju, ampak se s tem ne obremenjujem. Pač prilagodil sem se na to situacijo, ki je zdaj, in peljem tako življenje naprej. Tako da, če bi se nekomu v mojem ožji družini zgodilo kaj takega, bi rekel ustrajati in iztržiti situacijo najboljše in potem vidiš, kaj se iz tega zgodi. Ja, jaz tudi mislim, ne se ustaviti. To je prva stvar, ki je meni pomagala. V bistvu iti naprej, skozi stremeti k nečemu. In pa predvsem življenje je tako, kot ga vidimo. Ta teorija polovica polnega kozarca, kako ga iz različnih koncev lahko vidimo, je resno, je resnična. Treba je vedno se fokusirati na pozitivne stvari. Jaz vedno rečem, veliko nam je bilo odvzeti. Veliko nam je bilo pa pač tudi dano v življenju. Še zmeri sem zdrava, še zmeri lahko skrbim za svoje otroke. Moji otroci so zdravi. Živimo lepo življenje, ukvarjamo se športom, v gorah smo. Ja, velik del manjka, ampak je pa velik del, ki je tudi še vedno poln. In jaz mislim, da je to kar ključ v življenju. Treba je gledati pozitivno na stvari. Poiščeš tiste stvari, ki te lahko ženejo naprej. Tako. Najlepša hvala, ker sta prišla, ker sta povedala svojo zgodbo. Upam, da se bo kdo najdel v tem in najdel neko svojo inspiracijo za nadaljevanje življenja preko vseh preprek, preko vseh ovir, da bomo odkrili svojo srečo in živeli naprej. Najlepša hvala vsem, ki ste poslušali. Naročite se na naš YouTube kanal Zavarovalnice Triglav. Polajkite, pošerajte, povejte frendom, da pridejo poslušati še na Spotify in pa na Apple Podcast. In pa en lep pozdravček iz Triglav Laba in se slišimo naslednjič. Zdaj pa mahamo.